Obnova nadvožnjaka v Sevnici avgusta. Dan na Krki poln vodnih vragolij. Osebnost junija je Toni Gašperič. Lepo pozdravljeni. Po večletnih prizadevanjih občine, da bi država obnovila nadvožnjak, kot glavni vpadnici v Sevnico pravijo domačini, se bo to končno zgodilo. Posel vreden dobrih 714 tisoč evrov je po izboru Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo dobilo sevniško podjetje Rafael. Nadvožnjak so zgradili davnega leta 1938 in predstavlja prometno najbolj obremenjen cestni odsek v občini. V zadnjih kar nekaj let je bilo vloženih v ta projekt veliko naporov in tako projektantov, tehnične stroke, kot tudi potem iskanje sredstev. Obnovo bodo začeli v avgustu. Rekonstrukcija bo potekala do marca prihodnje leto. Za čas gradnje bo postavljen začasni montažni objekt za preusmeritev prometa in zato ne pričakujemo večjih težav. Upamo pa, da bo rekonstrukcija zaključena v roku. Izvajalec to obljublja, saj kot domačin pozna pomen tega infrastrukturnega objekta. Obnovljen nadvožnjak bo širši. Ta most bo širši na hodniku za 1,5 metra. Se pravi, na eni strani bo dovolj prostora tako za pešce kot za kolesarje. Kot smo slišali, bo med obnovo ob nadvozu postavljen jeklen vojaški most. Semaforska ureditev bo postavljena in promet bo nemoteno tekal izven gradnje. Seveda bo ob teh konicah boj zastoji, samo vsak svoje potrpežljivosti lahko veliko pripomore, da se bo promet odvijal normalno. Občina je z direkcijo v dogovorih še za nekatere druge projekte, med katerimi je župan izpostavil nadvoz čez progo na Blanci in most Log. Tudi v žužemberški občini v prihodnjih letih načrtujejo več obsežnih projektov, njihova skupna vrednost pa po trenutnih ocenah znaša več kot 37 milijonov evrov. V pripravi oziroma tik pred začetkom je najmanj 25 različnih projektov, poudarja tamkajšnji župan Franc Škufca. Med najzahtevnejšimi in težko pričakovanimi naložbami je izgradnja Suhokranjskega vodovoda, je na nedavni novinarski konferenci izpostavil župan. Projekt je približno na polovici, tudi po finančni konstrukciji. Zelo dobro teče, moram reči, da nekako konec julija bomo tudi 100% po napovedanih planih, tako državi in Evropi, tudi zaradi zagotavljanja sredstev z njihove strani. Drug pomemben projekt je po besedah župana gradnja žužemberške 2,3 km dolge severne obvoznice, s katero bi preusmerili predvsem tovorni promet iz ozkega žužemberškega jedra, zgradili pa naj bi jo do leta 2023. Sama obvoznica ima v svojem projektu tudi tunel, ki je približno 500 metrov dolg. Na občini pripravljajo tudi projektno dokumentacijo za izgradnjo 9-oddelčnega vrtca, ki bo zamenjal trenutno zastarel vrtec na Jurčičevi ulici. Pripravi je tudi gradbeno dovoljenje in nazadnje seveda tudi dogovor z državo in Ekoskladom o sofinanciranju ter seveda razpis za izbiro izvajalca, v naslednjem letu pa seveda tudi gradnja. Že letos pa bodo začeli z obnovo dotrajane državne ceste skozi dvor, ki bo potekala v 2 delih. Prva faza, ki zajema od gasilskega doma pa ureditev križišča, v razpisnih zadevah bo naslednji teden, potem izbira izvajalca in pa seveda izdelava oziroma izvedba nekako do konec leta. Sočasno bo potekala tudi priprava dokumentacije za nadaljevanje projekta, to je do konca naselja. Metliška izpostava Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto in Društvo podeželske mladine Metlika sta s ciljem spodbujanja lokalne samooskrbe 20 let zapored pripravljala kmečki praznik v Prilozju. Lani pa so organizacijo dogodka prevzeli mladi člani Društva podeželske mladine in v nedeljo pripravili 22. kmečki praznik. Poglavitni cilj prireditve je druženje, pravi predsednik društva, ki šteje 40 članov, ali peščica med njimi prihaja s kmetij. Pri mladih je, oziroma v kmetijstvu je zadnja leta problem, ker je nezanimanja. In tudi pri nas se pozna v Društvu podeželske mladine Metlika, da vsakič manj je tudi mladih, ne vem zakaj, enostavno interesa. A to se bo zagotovo spremenilo, dodaja Starašinič, ki vidi svojo prihodnost v kmetijstvu.
Se bo prišlo enkrat do tega, ker ti kmeta potrebuješ trikrat na dan, za zajtrk, za kosilo in za večerjo. In kmet, še doben sistem ni v niču kmeta, ne bo ga tudi ta. Peščica belokranjskih kmetov, ki so na kmečkem prazniku na stojnicah predstavili svoje pridelke, pa veliko bolj kritično gleda na razmere v slovenskem kmetijstvu. Gremo bolj nazaj kot naprej. Čeprav veliko govorimo o kmetijstvu, da ga bomo podprli, ampak je glih kontra. Vidim pri ekoloških podporah, subvencije ekološke so vsako leto malo nižje. Namesto da bi šli gor, tisti, ki proizvajamo, tisti, ki pa nič ne proizvajajo, dobijo pa več. S prodajo pa imajo težave. Interes za ekološke pridelke se v Beli krajini ni povečal, dodaja Burgar. Ni večji, ni. Jaz sem tudi računal, da bo večji, da bo vsako leto malo boljši za prodajo, pa je vsako leto malo slabši, ne boljši. Tudi Marija Križman, ki prideluje jagodičevje, pravi, da je prodaja največja težava. V Črnomlju vsak ima ob hiši male grmičke in v Črnomlju ni tako, ne gre dobro prodaja. Tako da moram v Novo mesto iti pa Kočevje. Tokratni kmečki praznik je sicer minil v znamenju zelo visokih temperatur in posledično slabšega obiska. Organizatorji so sicer pripravili razstavo kmetijske mehanizacije, kmečke igre in tudi prav posebno tekmovanje. 4 kosci, aktualni svetovni prvaki, so se v košnji pomerili s traktorjem in ga kljub 35 stopinjam Celzija premagali. Oziroma hitreje kot kosec na traktorju pokosili zakoličen travnik. Eden najbolj težko pričakovanih poletnih dogodkov v straški občini je zagotovo Dan na Krki, ko je na sporedu spust od Soteske do Zaloga. Zaključijo ga z igrami na in v vodi, v katerih moči med seboj pomerijo okoliške vasi. Dogodek so pripravili že 8 leto zapored in vsakič privabi več ljudi. Na Krki je bilo tokrat kar 40 čolnov in raftov. Preprosto iz radovednosti, ker še nisem bila in sem si rekla, da bi pa to izkušnjo še tudi bilo treba izpeljati. Ja, super. Mogoče majčkeno drugače sem si predstavljala, ampak tako kot je bilo super. Ja, za tiste, ki so prvič, je v bistvu so zelo presenečeni nad samo traso, ki je zelo lepo odsek Krke. Ni tu divja voda, je pa zelo neokrnjena narava, tako da v bistvu uživajo zelo. Stražani v zadnjem času vedno bolj dejavno živijo s Krko, kar je posledica dejstva, da čedalje bolj čista. Ta dogodek je eden tistih, ki jim življenje ob dolenjski lepotici še polepša. Moram reči, da se je dogodek izredno dobro prijel. Moram reči, da je zadnjih 8 let, ali pa ja, lahko rečem, da pišemo neko zgodbo. V letošnjem letu, če pogledamo, zdaj v tem trenutku je 700 obiskovalcev. Sam spust po reki Krki lahko rečem, da je zelo lep, da ljudje uživajo v spustu, da uživajo tudi v družbi, ki je, in pa tudi v kopanju v reki Krki. Različni dogodki v sklopu Dneva na Krki 2017 so potekali več dni, organizatorji pa so bili veseli dejstva, da so se jih udeležili obiskovalci iz vse Slovenije. Druga sobota v juliju je na Mirni rezervirana za športno prireditev poimenovano Mirna v gibanju, ki jo pripravljajo v tamkajšnjem društvu za šport, kulturo in turizem Partizan. Tudi na letošnji, 7. po vrsti, so se rekreativni športniki pomerili v nogometu, košarki in balinanju. S celodnevno prireditvijo Mirna v gibanju si tudi na ta način v kraju prizadevajo, da bi čim več ljudi spodbudili k gibanju. Veliko teh športnikov se že rekreativno že tako ukvarja, pa so pa te turnirji, da pa gre še malo na rezultat, da je še malo bolj zanimivo, pa še bolj se poveča druženje. Poleg druženja je tako že dopoldne Mirnsko društvo upokojencev pripravilo turnir v balinanju, popoldne pa se je 8 ekip pomerilo v nogometu, v košarkarskem turnirju je moči merilo 12 trojk. Domačinom so se sicer pridružile različne druge ekipe. Košarki so 2 mirnski ekipi, v nogometu pa tudi 2. Vse ostalo pride pa tudi na Novo mesto, tu širša okolica. Sodelujemo v teh ligah rekreativnih in se tam poznamo, pa pošleš povabilo, pa se dobro kar odzovejo. Ne le za šport, na Mirni so poskrbeli tudi za spremljevalni program. V spremljevalnem programu
Pa Društvo prijateljev mladine Jurček organizira Slip and Slide. Tukaj to je spust po milnici, predvsem za otroke, da še njih animiramo. Bo pa tudi lokostrelstvo. Kljub vročini, termometri so poskočili krepko nad 30 stopinj, je bilo na Mirni torej pestro. Prireditelji pa še obljubljajo, da se ta tradicionalna športna prireditev vrača tudi prihodnje leto. Na kopališču v Gribljah v Beli krajini pa so bila konec minulega tedna v ospredju kolesa. Tam je namreč potekalo vseslovensko srečanje ljubiteljev starodobnih koles, ki so pritegnili nemalo pozornosti. V okviru turističnega društva Griblje že nekaj let deluje sekcija Torpedo, ki združuje tamkajšnje ljubitelje starodobnih koles. Takrat, ko smo mi začeli, smo mislili, da smo edini v Sloveniji. Pol se pa kar naenkrat so se pojavili Škofja Loka, pa Šentjur pri Celju, pa Beltinci, pa Stara Gora, pa da ne naštevam, njih je še pa še okoli Ptuja, pa okoli Murske Sobote, teh klubov je, tako da ne vem vse povedati, koliko jih je. Nekateri zbirajo stare avtomobile, drugi stare motorje, mi pa kolesa, pravijo lastniki koles, starih med 50 in 100 let. Nov kolo hitro kupaš, tega pa težko dobiš. Ker Gorenci smo najprej stran zmetali, pol za njim so liberum, Prekmurci so pa najdel, čim bolj pol so hiše obnavljali. In zato so pa kolesa tudi stale pod streho. Pa veliko koles so imeli na ravnini, ne? Tudi na Hrvaškem je večina starih koles pristala na smetišču, pravi Živko Skuhala, ki smo ga zmotili pri pospravljanju pravkar kupljenega okrog 50 let starega kolesa. Kupili smo bicikl. V Griblja? Ja, z Novog mesta je prišel v Griblje. Iz Gribelj pa je odpotoval v Varaždin. Mi imamo klub oldtimera, avti pa motori, ali volimo i stare bicikle. Vse, kaj je staro, volimo. Med množico kolesarjev v starodobnih oblačilih, okrog 60 se jih je zbralo, so bile tudi ženske, ki so bile še posebej lepo oblečene. Rokavice so pa obvezne, kaj? Obvezne, pa spodnjo perilo. Aha, ja, so bile drugače oblečene kot danes. Sigurno, ja. Danes imajo vse nekaj podložen na kolesi. Našo pozornost je pritegnil tudi gospod, ki se je vozil na nevsakdanjem kolesu. To je letnik 1870, za Birmo sem ga dobil. Pravzaprav gre za repliko kolesa, kakršnega so pred 150 leti vozili le redki, dodaja Tavčar. To je bilo takrat 1870, to so bili gospodje v frakih, pa v cilindrih, to se je bolj važno, to so bili bolj važiči, bolj v promenadi, šel se je malo do voza. Sicer pa ga ni enostavno voziti. 4krat moraš čez balanco leteti, pa. Potem znaš voziti, pravi Tavčar, ki je s tem kolesom prevozil že več kot 3000 kilometrov. Tokrat pa so se kolesarji podali na veliko krajši izlet po Beli krajini, kjer so pritegnili poglede domačinov. Znana je osebnost junija vašega kanala. Z glasovanjem na naši spletni strani ste gledalci in gledalke odločili, da je to Toni Gašperič, Belokranjec brez dlake na jeziku in poln duhovitih domislic. Toni Gašperič je med drugim avtor, voditelj in soorganizator večerov poezije in glasbe s pesnikom na sladoled, ki so jih ob Modri polici že pred leti postavljeni na Gašperičevo pobudo junija že 6. leto pripravili v Metliki. Letos so jih naslovili s pesnico na sladoled, saj so se odločili, da predstavijo življenje in poezijo Neže Maurer, Lili Novi in Mile Kačič. Kajti nekako ženske ustvarjalke ponavadi spregledamo, to so nekako kot drugorazredne, mi smo pa rekli letos naj bodo pesnice. Minuli mesec pa so v 5. sezono vstopili tudi pasoši svobodnega belokranjskega ozemlja, ki so prav tako Gašperičeva zamisel za izvirno in duhovito turistično ponudbo, ki žanje simpatije po Sloveniji in tujini. Današnji 11. julij so Združeni narodi razglasili za Svetovni dan prebivalstva. Zaenkrat na Zemlji živi približno 7,4 milijarde prebivalcev, vsako minuto pa se povprečno rodi 258 otrok, kar pomeni, da se je v času naših novic rodilo skoraj 3900 zemljanov. Hvala za pozornost in lep pozdrav!